Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer in dobrodošli v oddaji Vi sprašujete, župan odgovarja. Začenjamo še zadnji cikel naših oddaj pred poletjem, zato vsak ponedeljek znova vabljeni v našo družbo. Nocoj se bomo potepali po občini Šentjur, zato v naši družbi že pozdravljam župana občine Šentjur, magister Marko Diaci. Dober večer in dobrodošli. Dober večer tudi vam in seveda vsem vašim gledalkam in gledalcem. Gospod Diaci, letošnje leto ni posebno samo zato, ker imamo epidemijo, ker se ukvarjamo s koronavirusom, ker nastajajo pravzaprav zaradi tega številne nove situacije, ki jih nismo vajeni. Posebno je tudi zaradi tega, ker v Šentjurju obeležujete leto Josipa Ipavca. Gre za 100-letnico smrti tega skladatelja in zdravnika, ki je v Šentjurju pustil velik pečat. In ne nazadnje so tudi na državni ravni spoznali njegov pomen in tudi letošnje leto razglasili za leto Josipa Ipavca. Sicer praznovanje poteka nekoliko drugače, zaradi vseh teh omejitev, pa vendarle obeležili ste ga kar se da lepo. Tako je, letos poteka 100 let od smrti našega rojaka Josipa Ipavca, enega izmed skladateljev rodbine Ipavec, ki je seveda v Šentjurju pustila velik pečat. Hkrati pa predem še kaj več povem o Josipu Ipavcu in o praznovanju te obletnice. Moram izpostaviti tudi kartografa Blaža Kocena iz Ponikve, katerega tudi letos obeležujemo, tako da sta na nek način dva naša rojaka iz naše občine, ki sta veliko prispevala tako kot pri prepoznavanju Šentjurja, občine Šentjur, kakor seveda tudi Slovenije, ker dejansko sta te dve osebi presegli meje naše občine in tudi Slovenije, tako da je prav, da jih tudi omenimo. No, kar pa se tiče praznovanja 100-letnice Josipa Ipavca, mi smo dali v lanskem letu pobudo Vladi Republike Slovenije, da letos obeležujemo 100-letnico tudi na državni ravni. Ministrstvo za kulturo je to našo pobudo sprejelo in tako lahko rečem, da je letos v Sloveniji tudi leto Josipa Ipavca. Namreč želimo predstaviti širši javnosti, kaj je njegovo delo pomenilo za Slovenijo. Nenazadnje je bil pisec prvega slovenskega baleta, Možiček se je imenoval, in pa seveda še veliko ostalih zelo pomembnih del. Tako da je za svojo umetnostjo zaznamoval tako čas, v katerem je živel, to je bilo čas seveda pod Avstro-Ogrsko monarhijo, in pa seveda tudi bil velik domoljub, kar je mogoče malce manj znano, in seveda želimo to napako iz preteklosti popraviti in predstaviti širši javnosti njegovo delo in njegov pomen. No, ob tej priložnosti, kot lahko vidimo tudi na naših posnetkih, je izšla knjiga o Josipu Ipavcu z naslovom Slovenski Mozart. Gre za pomembno delo, v katerem je pravzaprav sistematično predstavljeno njegovo življenje in delo. Tako je, mi smo imenovali v lanskem letu, oziroma konkretno sam sem imenoval delovno skupino, ki se je ukvarjala z programom. Ta program je, lahko rečem, zelo bogat, zelo raznolik, seveda. Smo se že takrat zavedali, da ga bomo morali prilagajati tudi tem trenutnim razmeram, za katere nismo vedeli, kako dolgo bodo trajale, tudi sedaj še žal ne vemo. No in tisto, kar je pa, bom rekel, tista vrednost, tista zadeva, ki bo ostala na nek način tudi po letošnjem letu, je ravno to delo, knjiga Slovenski Mozart, knjiga o Josipu Ipavcu izpod peresa doktorja Igorja Grdine, našega rojaka prav tako, ki smo jo skupaj izdali tako za knjižnico, kako tudi založbo Beletrina. No in gospod Grdina, znani slovenski zgodovinar, lahko rečem, umetnostni zgodovinar, je praktično v tem delu popisal tako njegovo življenje, kako tudi seveda vse ostale okoliščine in lahko rečem zelo podrobno, tako da vsem priporočam, da si preberejo to knjigo, kajti je na nek način poleg, lahko rečem, opis njegovega življenja, tudi, bom rekel, opis širših okoliščin v tistem času in je tudi zanimiv tako za tiste, ki so ljubitelji glasbene umetnosti, kako tudi za tiste, ki so ljubitelji zgodovine. Jaz sem to knjigo, lahko rečem, dvakrat prebral, prvič še v
v tisti, bom rekel, osnovni verziji, potem pa tudi še v tej lepi knjižni obliki in moram priznati, da sem prav užival v branju te knjige. Sicer ste kar nekaj dogodkov utempirali tudi na drugo polovico letošnjega leta, ko pričakujete, da se bodo ukrepi nekoliko sprostili in da boste lahko na dogodke, na prireditve povabili tudi obiskovalce. Tako je, mi smo na nek način predvideli, da se zna, bom rekel, večina dogodkov v nekih normalnih okoliščinah odvijati ravno v drugi polovici leta. To zaenkrat še vedno upamo. Tako da veliko dogodkov bo v drugi polovici leta. Bilo je pa tudi že marsikaj v tej prvi polovici leta. To pa smo seveda morali storiti v skladu z epidemiološkimi razmerami in z navodili tako Vlade Republike Slovenije, kako tudi Nacionalnega inštituta za javno zdravje. In eden takih dogodkov je bil 8. februarja, ravno na dan smrti gospoda Josipa Ipavca, doktorja Ipavca, in takrat smo imeli tudi obisk predsednika republike, položili smo venec na njegov grob in še veliko takih stvari, ki pa smo jih žal morali storiti na nek način v okrnjeni zasedbi, brez publike. Je pa seveda to tudi nekaj, že bilo nekaj pa še bo predvajano tudi na televizijskih kanalih, takih in drugačnih, tako da verjamem, da bomo to leto kljub, bom rekel, zelo težkim razmeram za organizacijo kakršnihkoli prireditev tudi sorazmerno lepo in lahko rečem tudi do neke mere pietetno obeležili. In pa seveda verjamem, da bodo tako naši občanke in občani, kakor seveda tudi širše, spoznali pomen tako Josipa Ipavca, kako ne nazadnje tudi ostalih Ipavcev, ki so resnici in ljubo zaznamovali našo občino. Bi mogoče kakšen dogodek iz te bližnje prihodnosti posebej izpostavili? V teh dogodkov lahko rečem, je kar veliko, gre za tudi za razstave, za prireditve, tako da za vsakega nekaj, tudi otroci so vključeni in starejši skupine, tako da poskušali smo vključiti praktično vse. Bo kar nekaj zanimivih zadev, vendar se pravim, težko zdaj karkoli napovedujem, kajti številke glede epidemije so danes takšne, jutri drugačne, upamo na najboljše in ne bi želel prejudicirati, ker se nam lahko to tudi potegne, bom rekel, še v globjo jesen, potem pa teh stvari žal ne bomo mogli izvesti na ta način. Imamo pripravljeno A in B varianto, teh prireditev veliko, vsak si lahko pogleda tudi na spletni strani, ki je za ta namen bila tudi narejena. No, zadnji tak recimo dogodek, ki smo ga izpeljali zopet v nekih zanimivih okoliščinah, je sajenje drevja po vseh krajevnih skupnostih v sodelovanju s podjetjem Mont Price iz Planine. S tem smo seveda poskušali poudariti tako to, bom rekel, Ipavčevo leto, kako tudi pomen narave in okolja, tako da poskušamo združevati različne stvari in pritegniti seveda tudi širšo populacijo. V tem pri konkretnem primeru pač krajevne skupnosti. No, sicer pa je mestna skupnost Šentjur pred kratkim praznovala svoj praznik. Letos je ta minil brez tradicionalnega Šentjurjevega, ki je nekako pretekla leta zaznamovalo dogajanje ob tem prazniku. Tako je, mesto skupnost je praznovalo v mesecu aprilu. Verjetno ni odveč, da kljub manjši časovni oddaljenosti še enkrat izrazim iskrene čestitke našim meščankam in meščanom, občankam in občanom ob tej prazniku. Tako je, vsako leto je v času tega praznika bilo tako imenovano Šentjurjevo, se pravi naš največji turistični praznik. Nekaj utrinkov iz preteklih let vidimo tudi na naših posnetkih. To je zelo lepa in množična prireditev, ki so se udeleževali tako iz širše, kako tudi iz daljne, iz bližnje okolice. Vključeni so bili tako otroci, šolarji, šolarke in pa seveda krajevne skupnosti, različna društva, naprimer pri kuhanju kisle juhe, kar je na nek način tradicionalno tekmovanje v tem kuhanju, in pa seveda sklop prireditev, ki se raztezajo praktično, lahko rečem, čez cel teden ali pa celo še več. Med temi dogodki je bilo tudi, bom rekel, podelitev priznanj za pridelovalce vin, salam in pa kruha, in pa potem seveda veliko glasbenih dogodkov.
ta šentjurski sejem, recimo Jurijev pohod in tako naprej. Žal pač letos to ni bilo možno. Smo pa poskušali te zadeve na nek način kljub temu obeležiti, ampak seveda na drugačne načine. Recimo tudi proslava ali pa obeležitev praznika mestne skupnosti je bila letos narejena na tak spletni način, da se tako izrazim. Bilo je posneto in vse skupaj je bilo predvajano tudi preko spletnih kanalov in pa preko seveda ostalih sredstev, ki so sedaj na razpolago. Tako da naj izrazim čestitke tudi mestni skupnosti, ki je dejansko to zadevo izpeljala na ta način. No, na tem dogodku so bile tudi podeljena priznanja nagrajencem in letos je bil nagrajenec mestne skupnosti Šentjur, ravno dr. Grdina. Njegov prispevek pa smo omenila že prej in sicer v obliki knjige Slovenski Mozart, ki je na nek način tudi priznanje tako družini Ipavec, kako tudi naši občini Šentjur. Priznanje pa so dobili tudi različni, še drugi, bom rekel, posamezniki in pa tudi skupina, kot je na primer Glasovir. To je vokalna skupina žensk, deklet, ki velikokrat poprestijo različne dogodke tudi na, bom rekel, odrih Šentjurja. Ko ravno govoriva o nagrajencih, tudi razpisi za priznanja za športnika leta, pa za prostovoljca leta, so pravzaprav že izpeljani, podelitve zaenkrat še niste izvedli. Tako je, še vedno upamo, seveda upanje je tisto zadnje, ki umira, kot radi rečemo, da bomo lahko te prireditve izpeljali na tak način, da se širši javnosti poklonimo, bom rekel, posameznikom, ki so bili v letošnjem letu strani različnih komisij izbrani. Upam, da bomo to lahko nekje do poletja tudi izpeljali. Žal, lansko leto nam to na nek način je uspelo le deloma, saj poznamo, kakšna je bila situacija. Leto še seveda upamo, da bomo to vsaj v mesecu juniju spravili skozi, se pravi razglasitev športnikov, razglasitev prostovoljcev. Drugače pa vsi ti razpisi so izpeljani tako, kot je bilo vsako leto, prav tako razpisi za razdelitev sredstev po posameznih področjih, se pravi govorimo o delovanju društv na kulturnem, turističnem, športnem in tako naprej na teh področjih, mladi, sociala in tako naprej. Skratka, vse te stvari so izpeljane, pogodbe so tudi na nek način v veliki meri že podpisane. Skratka, življenje je ostalo, teče, bom rekel, v nekih normalnih tokovih, seveda v narekovajih normalnih, ne, ampak za veliko želje in upanjem, da se bodo lahko te stvari v drugi polovici letošnjega leta odvijale seveda v nekih tistih tokovih, za katere lahko rečemo, da so bili včasih normalni, sedaj pa so seveda razmere in te stvari pač žal drugačne. No, naj poudarim, da temelj vseh teh razpisov in pa vseh aktivnosti je sprejetje proračuna za leto 2021 in 2022. To smo storili, to je občinski svet storil 23. marca, tako da smo vse te stvari definirali, opredelili tudi investicije in pa seveda vse te finančne podlage, ki jih seveda rabimo. No, hkrati pa naj tudi poudarim to, da smo sprejeli dolgoročni razvojni program 2021-2030 smo ga imenovali, ki je naše vodilo za delovanje v prihodnosti in seveda bomo temu primerno usmerjali potem tudi proračune v naslednjih letih, tako da bomo sledili temu dolgoročnemu razvojnemu programu, ki smo ga sooblikovali z vsemi akterji v občini. Bilo je narejeno veliko delavnic, veliko pogovorov, različnih mnenj, vse, kar se je dalo, smo seveda upoštevali. Govorimo pa seveda o dolgoročnem vodilu, kako ravnati v bodoče. No, proračuna za ti 2 leti sta, kot ste dejali, ob sprejemanju izrazito razvojno naravnana. Tako je, proračuna sta, lahko rečem, ne bomo ravno uporabil izraza izrazito, ampak sto razvojno naravnani, tako kot so do zdaj bili vsi proračuni, ker ne nazadnje tudi lahko opažamo, da smo v Šentjurju v teh letih marsikaj uredili, postorili, seveda pa je veliko potreb, veliko želja. Je pa mogoče pametno ali pa smotrno uporabiti izraz izrazito ravno v smislu,
koriščenja posameznih evropskih sredstev. Dejstvo je namreč, da se finančna perspektiva 14-20 zaključuje ravno v teh letih, 21-22, in zato, bom rekel, je ta del investicijskih sredstev toliko večji, kajti ta sredstva bomo ravno zdaj pokoristili. In pa seveda tudi kar nekaj državnih sredstev, ki smo jih uspeli si zagotoviti v tem in pa tudi v preteklih letih, in pa seveda tista naša občinska sredstva, ki jih namenjamo za, bom rekel, razvoj, oziroma jih lahko poleg vseh tistih nalog, ki jih moramo že zakonsko izpolnjevati, potem namenimo za investicije. Zdaj praktično že več kot leto dni mineva od trenutka, ko je bila prvič razglašena epidemija in se je pravzaprav potem ponavljala praktično do današnjih dni. Kako se to odraža na življenju in ne nazadnje tudi delu v občini Šentjur? Jaz bi ločil, bom rekel, to stanje epidemije na nek način v dve fazi. Prva faza, ki se je začela v lanskem marcu, mislim, da je bila razglašena 13. marca, če se ne motim. To vem potem, ker zadnji občni zbor, katerega sem se udeležil v lanskem letu, je bil ravno na dan žena 8. marca na Planini. Takrat sem tudi na zadnje lahko stisnil roke ljudem na tem prireditvi, od takrat naprej je pa seveda to popolnoma drugače. Zdaj se komolčkamo ali pa se na nek način dotikamo z nogo, če se že želimo pozdraviti, zdaj ni tistega rokovanja več, tako da sem si seveda to zapomnil. No in ta prva faza je seveda, lahko rečem, na ljudi vplivala, bom rekel, z nekim strahom. Noben namreč ni točno vedel, kaj se dogaja, kaj to je. No, ampak v tej prvi fazi smo imeli v Šentjurju 14 okuženih. Se pravi, redko kateri ljudje so poznali koga, ki je bil okužen. No, ta drugi val je bil pa ravno obraten, tako da jaz že skoraj ne poznam več veliko ljudi, ki niso bili okuženi, ki niso to preboleli. Izkušnje tistih, ki so ali pa ki smo preboleli, so različne. Nekateri so ali pa smo šli preko tega brez nekih resnih problemov ali težav, ali pa sploh nismo opazili. Opazili smo potem, ko smo bili na testu, ali pa potem po tistih protitelesih, ki jih na nek način ustvariš. No, veliko ljudi ali pa nekateri so pa imeli resne probleme, tako da jaz poznam vse te stvari in zdaleč od tega, da je to zgodbo, da lahko to zadevo podcenjujemo. Zdaleč od tega niti približno. To moramo povedati, kajti očitno pa ne vemo, na koga zadeva kako vpliva. Tako da tukaj je seveda edini resni ukrep, vsaj po mojem prepričanju, socialna distanca, pa fizična distanca, če želite, vse ostalo je seveda zgolj dodatki, kar je normalno, gre seveda za virus. No, kar pa se tiče, bom rekel, samega delovanja, mi smo potem seveda tudi formirali štab in tako naprej, vse, kar gre v skladu z temi stvarmi, poskušali pripomoči pa pomagati ljudem po najboljših močeh. Mislim, da nam je to tudi kar dobro uspelo. Kot sem povedal, v prvi fazi je bilo v Šentjurju 14 okuženih, no v drugi fazi pa je bilo seveda teh okužb veliko več. Bila je tudi, bom rekel, že na razpolago vsa tista zaščitna oprema, ki je pač v prvi fazi ni bilo. Tako da smo tudi normalno zadeve peljali naprej, seveda brez druženj, brez prireditev, brez vseh stvari. Resnici ljubo pa moramo priznati, da počasi pa prihajamo v tisto fazo, ko imamo na nek način dosti teh takih in drugačnih življenjskih omejitev in si seveda želimo normalnega življenja, kajti dolgoročno zaprtje, človek je pač po mojem mišljenju takšno bitje, ki si želi na nek način socialne interakcije in pa svobode, če želite, v tistem najširšem pomenu. Tako da se zdaj poznajo tudi že, bom rekel, drugi učinki te krize, ne samo zdravstveni, ampak tudi, lahko rečem, socialni, psihični, pa tudi prelej bodo tudi verjetno ekonomski, kljub, bom rekel, različnim takšnim in drugačnim ukrepom. Tako da o epidemiji se bomo verjetno pogovarjali v desetletju, ki je pred nami. Tako da prosim pa seveda vse, da s čim večjim razumevanjem, potrpljenjem, koliko je seveda to mogoče izreči, poskušamo čim bolj delovati, da se čim prej na nek način rešimo te zadeve. Vprašanje pa je, ali bomo verjetno tudi v bodočnosti morali živeti s tem, ali se bomo s tem, bom rekel,
da bomo prisiljeni tudi na nek način živeti s tem. Tudi to je, bom rekel, možno, kajti vsi vemo, da je zdaj teh sevov že kar veliko, ne. Nekaj je tudi takih, ki mogoče marsikomu tudi prav pride, če sem malce sarkastičen. Saj si dobro vemo, vsake vojni so takšni in drugačni, če to imenujemo vojna, takšni in drugačni učinki, o katerih pa verjetno zdaj nima smisla govoriti. Sicer pa se je začelo tudi cepljenje, vi ste se že cepili in pa mogoče kako je s cepljenjem v občini Šentjur? No, jaz lahko rečem, da sem ponosen na naš zdravstveni dom, da poskušajo s tistimi količinami, ki jih seveda dobijo, potem tudi maksimalno v skladu z navodili in strategijami, ki so tudi velikokrat kontradiktorne in pa tudi velikokrat različne, pa tudi hitro se spreminjajo, pač pocepiti v skladu seveda s temi navodili in mislim, da to pri nas kar dobro deluje. Mislim, da je precepljenih tam nekje okrog 10-15% prebivalstva. Jaz pa sem bil seveda med tistimi, ki smo v tistem obdobju, da smo starejši od 50 let, tako da sem bil pred kratkim tudi cepljen. Hkrati sem tudi prebolel zadevo, tako da verjamem, da se bojo ljudje tudi zdaj, ko bo verjetno množično cepljenje, da bodo se odšli, se cepili. Ne bom pa, bom rekel, o tem pretirano govoril, kajti to je odločitev vsakega posameznika in jaz sem se pač odločil za cepljenje, kajti nenazadnje sem tudi kategorije nad 50 let in želim še malce svobodno živeti, če se tako izrazim. Brez tega pa verjetno si bo težko zamišljati svobodno življenje, če ne boš cepljen. Tako da jaz sem se za to pač odločil, se prijavil in to zadevo uredil. Zdaj, kakor vem, bi naj v tem tednu prišlo tudi do množičnih sprostitev, da bo tudi dovolj cepiva na razpolago in verjamem, da bomo, ko bo populacija toliko precepljena, da se bo zadeve tudi sprostile. Hkrati pa prihaja tudi poletje, saj vemo, lansko leto v poletju ni bilo take krize, tudi virus je malce drugačno očitno funkcionira v tovrstnih okoliščinah, ko so pač toplejši dnevi. Je pa res, da je teh sevov lahko veliko različnih vrst. Upajmo na najboljše in jaz drugega, bom rekel, druge variante zaenkrat pač na nek način ne vidim. Ena od gospodarskih dejavnosti, ki je v tem času utrpela, se mi zdi največ posledic ali pa največ škode, je zagotovo turizem. Vemo, da smo bili kar nekaj časa omejeni na gibanje po občinah, pa potem po regijah in da praktično tudi tujci v Slovenijo niso mogli priti oziroma le stežka. Kako je zdaj s tem? Računate, da bi lahko čez poletje v občino privabili kakšne turiste, da bodo imeli možnost priti? No, jaz mislim, da se bo tovrstni turizem, ki se je lansko leto na nek način pričel z temi paketi turističnih bonov, kar jaz samo ocenjujem kot dober in pa smotrn ukrep, kajti ravno te panoge, turizem, gostinstvo, storitvene dejavnosti so pretrpele resnično ljubo največjo škodo v tem obdobju pandemije, da bo ta ukrep tudi še v nadaljevanju. In tudi že lansko leto, ko je prišlo do tega, je bilo kar nekaj, bom rekel, nočitev tudi pri nas, ki sicer nismo, tako rečem, kako blazno turističen kraj, vendar je bilo, smo tudi sami zaznali, da je bilo tega kar nekaj. In na nek način je za našo občino in za naše ljudi to tudi do neke mere prednost, kajti ljudje bojo na tak način spoznali svojo, če tako izrazim se, državo, svoj kraj, tudi občine kot je Šentjur, ki smo seveda zelo zanimivi, predvsem za tiste ljubitelje tako imenovanega butičnega turizma, zelene narave. Mislim, da bomo z tega vidika lahko na nek način tudi imeli neko, da se tako izrazim, nišno prednost, kajti za tistimi, ki imajo plaže, zdravilišče in podobne stvari, resnično ljubo, mi v Šentjurju ne moremo kandidirati oziroma konkurirati.
Bojo pa tisti, ki se želijo spoznati, naprimer delo bratov Ipavcev, od Josipa naprej, do kartografa Blaža Kocina, do Antona Martina Slomška, do drameljskih, bom rekel, vinorodnih področji, do Blagonskih jezer, do Slivniškega jezera, potem do Glažute v Loki, do Karobških rokopisov, do neokrnjene narave na Prevorju, lepih, bom rekel, lepega območja planine in tako naprej in tako naprej. Skratka, šel sem praktično čez vse kraje naše občine, imajo pri nas kaj videti, imajo tudi, bom rekel, možnosti, kje prebivati in da se bo to toliko sprostilo, da bojo tudi tisti naši turistični zanesenjaki in delavci, ki s tem živijo in delajo, tudi nenazadnje imeli možnost preživetja, kajti tiste rezerve, ki so si jih mogoče kdaj ustvarili, so več ali manj skupnele. Tako da upam in želim si čim prejšnje sprostitve in pa želim, da bi zadeve lahko normalno zafunkcionirale. V nadaljevanju najinega pogovora bova več besed namenila projektom, ki ste jih v občini že izvedli ali pa jih še boste. Zdaj je čas, da si privoščiva tudi krajši predah in posvetiva nekaj trenutkov našim oglaševalcem. Spoštovane in spoštovani, vi pa ostanite v naši družbi, takoj bomo nazaj. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Potrebujete darilo, a nimate ideje? Za rojstni dan? Desetak. Za posebne priložnosti? Desetak. Darilni bon, ki izpolni vse želje. 5 nakupovalnih središč, 450 trgovin, en darilni bon. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Dom je tam, kjer je srce, kjer se začnejo ljubezen, upanje in sanje. Je zibelka dragocenih trenutkov, ki nas spremljajo skozi življenje. Naj tako tudi ostane. Grave, zavarovanje za vaš dom. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Spremljate oddajo, vi sprašujete, župan odgovarja, z menoj v studiu pa še vedno magister Marko Diaci, župan občine Šentjur. Gospod Diaci, prej sva nekaj govorila o proračunu za letošnje in prihodnje leto, zdaj pa bova morda nekaj več povedala o samih naložbah.
Začenja se eden dolgo pričakovanih in pa projektov in pa projekt, ki bo zagotovo precej posegel v mesto. Gre za izgradnjo krožišča s podhodom pri osnovni šoli Franja Malgaja, kjer boste izvedli tudi to novo krožišče, poleg tega pa seveda uredili okolico. Tako je, gre za projekt, s katerim smo se dolgo časa ukvarjali, ga snovali, pripravili tudi vso dokumentacijo. Moram poudariti, da gre za državno cesto, vendar je občina pripravila vso dokumentacijo, tako kot je to seveda pač v navadi, kajti če občina ne pripravi dokumentacije, težko potem pridobiš kakršnakoli sredstva, kajti še vedno je naša država taka kot vsaka država, da ne pride ponujati ravno na dom, da smo se čisto na jasnem. Skratka, mi smo to zasnovali že tam nekje v letih 12, februarja 12, pripravili tako projekt, bom rekel, krožišča, potem projekt podhoda, potem levega zavijalnega pasu proti Pešnici in to v samem strogem centru. In to je ravno največji problem. No, na tej relaciji imamo predvidena 3 krožišča, enega smo že naredili, to je pri Aspari, to je drugo. In pa čaka na še, to moram poudariti, seveda tudi krožišče pri Resevni, to je 3. krožišče na tej relaciji, za katerega pa računamo, da ga bomo naredili v naslednjih letih. Namreč ravno zdaj tudi projektiramo to umestno cesto med bodočim krožiščem pri Resevni in pa med tem krožiščem, ki ga bomo izvajali zdaj, to je konkretno pri osnovni šoli, pri IKC-ju in pa tudi tam nasproti športnega parka. Zdaj vidimo tudi kip Franja Malgaja. Tako je, ta kip Franja Malgaja pride predstavljen. Skratka, ta kip Franja Malgaja, to smo se dogovorili z vsemi akterji, ki pri tem sodelujejo, ga bomo predstavili na zgornji del šole, se pravi tam, kjer so tiste, da se tako izrazim, tiste smrečice zdaj in je tudi letna učilnica, tam pride tudi urejena letna učilnica za otroke, za šolarje, tam bo tudi malce stran od te učilnice, bo pripravljen plato, kjer bo tudi v bodoče stal ta kip, tako da ga ne bomo, bom rekel, pospravili oziroma arhivirali. To je bilo dogovorjeno že, kar lahko rečem, nekaj časa nazaj. No, to je pa tudi seveda osnovni pogoj tudi za pripravo in ureditev tega krožišča in pa seveda podhoda in pa seveda ostalih stvari, ki bodo praktično tukaj na novo postorjene. Ta podhod bo potem tudi tisti moment, ki bo povezal, lahko rečem, zgornji in pa spodnji trg, da se tako izrazim, in pa od tega podhoda naprej imamo nekoč v bodočnosti namen urediti promenado in pa s tem seveda urediti tudi ta park pod križem, livada, kakor kdor želi. Tam želimo pač urediti mestni park, za katerega imamo tudi že pripravljene določene načrte, ampak to je seveda potem v prihodnosti, tako da se tega danes ne bom kaj veliko dotikal. Je pa načrt pripravljen in pa seveda rad bi to predstavil tudi širši javnosti, kar pa seveda žal do zdaj ni bilo mogoče. Skratka, pri tem krožišču bo seveda glavni problem promet. Jaz bi lepo prosil vse še enkrat in ne vem koliko že za potrpežljivost, razumevanje, strpnost. To je zahteven projekt, pa ni toliko tehnično, kot prometno, kar sem že povedal. Prosim, moramo se vsi držati nekega reda, da bomo koliko toliko funkcionirali. Nenazadnje se tukaj pretaka ogromno vozil. Smo poskrbeli, oziroma izvajalec je tudi poskrbel za elaborat prometne ureditve, dobil je soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, kajti gre za državno cesto. Mi smo pri tem vse skozi tudi sodelovali, povedali svoje mnenje in poskušali po najboljših močeh ljudem čim bolj olajšati, bom rekel, to obdobje gradnje, ki pa bo predvidoma trajala od 16. maja pa tam nekje do konca leta, če bo seveda vse po sreči, če ne bo kakšnih večjih zapletov. In do takrat bo tu trajal ta režim in prometni režim, seveda govorim, vsi bojo dobili v naslednjih dneh, ukoliko še niso pač, prejšnji teden smo že dali te letake na pošto z navodili, kako bi naj zadeva tekla prometno tako z vidika pešcev, kako tudi z vidika, bom rekel, voznikov. Glavni poudarek je pa seveda v tem, da govorimo na tem območju samo o lokalnem prometu, namreč ves tranzitni ostali promet bo speljan po avtocesti, po G207 in določen del tudi na relaciji proti Bukovžlaku, se pravi proti zahodu
naše občine. Tam je bil pa tudi eden izmed osnovnih pogojev, da se zaključi ureditev krožišča na Slancah, da smo, bom rekel, tudi ta del prometa sprostili. Skratka, vsa navodila bodo podana, še enkrat pa prosim za razumevanje, kajti ko bomo pa to praktično postorili in uredili, bomo s tem pridobili tako na prometni, kakor tudi na, da ne govorimo o samem, bom rekel, učinku lepšega kraja, lepšega izgleda, ampak predvsem na prometni in pa seveda na varnostnih elementih in to je tudi ne nazadnje najbolj pomembno. Stari Šentjurčani dobro vemo, da smo se o podhodu pogovarjali že za časa bivše države, tako da je to, bom rekel, želja in ideja že zelo, zelo stara, zdaj bomo pa le uspeli realizirati, bilo je v to vloženo ogromno truda, energije, to moram poudariti in lepo prosim, da skupaj potrpimo in preživimo ta čas, da se zadeva izgradi, kajti žal se pač krožiš na cesti, ne da drugače delati, kako da je to tam fizično narediš, ne, to ni element, ki prideš, postaviš in greš, ampak je to malce težje, tako da prosim za potrpežljivost, vem, da bo zahtevno, ampak dajmo potrpeti. No, v glavnem, to je ta del zgodbe, tako sem rekel, mislim, dela so na nek način se že pričela, seveda so da je ta pripravljavna, potem tisto fizično, pa te stvari se pa začnejo tam nekje 16. maja oziroma naslednji teden, če želite. Na tem območju moram povedati še to, občina je tudi pripravila praktično potrebno dokumentacijo za ureditev pločnika od, da se tako izrazim, od Keje proti pomožnemu igrišču. In pa tudi ta razpis je seveda zunaj, to smo delali prav tako z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, to je pa drugi del zgodbe in pa drugi del varnostnih elementov, ki se bo tudi začel odvijati relativno hitro. Razpis, kot sem povedal, je zunaj in 21.5. bi naj bilo odpirane. Skratka, tudi ta del tega cestišča bo prej slej prišel v obravnavo za izgradnjo. Potem v nadaljevanju, ampak to je pa potem zgodba drugega leta ali pa mogoče 2 let, od, se pravi, krožišča pri Fravnem Margaju pa proti jugu. Tam pa, ko še tisto krožišče uredimo, pa to mestno cesto, pa mislim, da smo s tem delom zaključili. Toliko na kratko o tem. Še, da povemo mogoče glavne poudarke, te promet bo potekal enosmerno iz smeri dol proti Šentjurju, iz Šentjurja proti Dolam pa bo potekal preko Zgornjega trga in ulice Pod Rebrami. Govorim pa seveda o prometu osebnih vozil, da se ne bomo narobe razumeli. Tranzit in pa seveda težki tovorni promet gre po drugih cestah in to je ključno. No, sicer pa na cestni infrastrukturi izvajate ali pa boste izvajali še kar nekaj drugih projektov. Zdaj, ko govoriva o državnih cestah, v teku je prenova oziroma prva in druga faza prenove ceste Dole-Ponikva-Loče. Tako je, mi smo se s to cesto Dole-Ponikva-Loče, lahko rečemo, ukvarjali kar lep čas. Prvi pogovori so se začeli že tam nekje leta 2006, potem smo pripravili projektno dokumentacijo v sodelovanju z direkcijo. To smo se dogovorili tam nekje leta 2013, 2016 je bila projektna dokumentacija pripravljena. Potem je bilo leta 2018 praktično vse pripravljeno za razpis, na kar je prišlo do malce korigiranja projekta in sicer sprememba trase določenega ali pa enega pločnika in potem se je žal to tudi zavleklo. Potem je bilo tudi kar nekaj težav z pridobivanjem zemljišč, na kar se je vključila zraven tudi občina. Pridobili smo zemljišča v prvi fazi tam nekje 11 od 22 in v drugi fazi 14 od 32, se pravi, da to žal pač brez pomoči občine ni šlo. Zato se tudi, bom rekel, izdelava tega projekta malce zavlekla, namreč predvideno je bilo, da bi to storili že v lanskem letu. To pa govorim predvsem zato, ker na drugi strani pa občina, kjer pa je, sem rekel, samo investitor občina, to je pa na odseku Pletovare Slatina, tam pa bo tudi se začela oziroma se je že začela gradnja tudi ceste, tako da sta oba traka trenutno, bom rekel, pod prometno obremenitvijo. Še enkrat naj poudarim, na plansko je bilo tako in tudi mi na občini smo tako planirali, da to našo cesto gradimo tam v letih 2021 in 2022 in da je prej izgrajena pač ta glavna prometnica državna,
No in tisti razlogi, ki sem preč navedel, so pač taki, da se bojo pač obe dve investicije dogajale sočasno. Skratka, tudi tukaj gre, bom rekel, za veliko investicijo. Mislim, da je bilo tam nekje konec leta 2019, ko smo podpisali sofinancerski sporazum za državo. Kar se tiče, govorim zdaj seveda o cesti Dole-Ponik-Valoče v prvi in drugi fazi. Hkrati pa seveda med prvo in drugo fazo tudi občina izgrajuje vodovodni sistem oziroma ga posodablja, namreč ta odsek je tudi bil zelo obremenjen in zaznali smo ogromno tehničnih problemov, tako da praktično prije vod na celi trasi zamenjan. Tudi tu investicija, bom rekel, vodni sistem tam krepko preko 200 tisoč evrov. Skratka, na prvi in drugi fazi bo naš del občinski tam nekje ranga 400-450 tisoč evrov. Celotne investicije same ceste pa je malce pod 1 milijon evrov, kjer pa občina participira tam nekje dobrih oziroma slabih 25%. Vesel sem tega, da smo to le dosegli, da smo to uredili, kljub lahko rečem marsikateremu zapletu, ki se je pojavil. Hkrati lahko tudi povem, da smo se tudi že predhodno dogovorili tudi za ureditev, tam pa je šlo praktično za vzdrževanje ceste od dol proti Hotunju, tudi ta del je urejen. No, trenutno pa je tudi v izboru izvajalec za tretjo in četrto fazo, to je od kilometra 6350 do 8500, tu nekje. Tudi ta del ceste se bo uredil in potem bo to tudi, lahko rečem, znosna in normalna državna cesta. Omenil sem že zraven tudi Slatina-Pletovarje, tam pa je, bom rekel, čista občinska investicija, ranga dobrih 370 tisoč evrov, tako da ta del, lahko rečem, bo tudi zelo lepo urejen. So kakšne novosti pri navezovalni cesti iz avtoceste? Ja, no, to je pa tudi še ena izmed dobrih novic. Po podpisu sklepa, tam nekje konec leta 2018, mislim, da je bilo natančno 31.12., so se takrat začele aktivnosti pri izboru izvajalca za pripravo projektne dokumentacije DGD, PZI in pa vse, kar temu pripada. Potem je bil vmes en razpis, ki je žal pač padel, gre namreč za veliko zadevo in pa tudi praktično za projektiranje, bom rekel, odseka, ki je zelo, lahko rečem, tudi tehnično zahteven. No, ta žal prvi razpis ni bil uspešen, ker so bile previsoke cene, no, drugi razpis pa je bil uspešen, tako da je bila pogodba podpisana v letošnjem letu. Marca je bila uvedba v delo projektanta, no, prejšnji teden pa smo imeli tudi že na občini Šentjur že enega izmed operativnih sestankov, tako da zadeve se odvijajo, dokumentacija se pripravlja. Hkrati je objavljen tudi razpis za recenzenta te prve faze dokumentacije. Skratka, zadeve potekajo in upam, da nekje konec naslednjega leta bo vsa dokumentacija pripravljena, se pravi tako PZI, kako DGD, in takrat bo seveda vprašanje samo še finančnih sredstev za izgradnjo te dolgo pričakovane navezovalne ceste, ki pa bo rešila mnogo problemov. No, je pa tudi dejstvo, prej smo govorili o cesti Dole-Šentjur, takrat bo ta cesta postala lokalna, kar pomeni, da bo tudi takrat to strošek občine in upam, da bomo imeli tudi do takrat, ko se bo ta cesta navezovalna izgradila, tudi ta del mesta lepo urejen, se pravi, da bo prometno urejena cesta, če želite, skozi samo mesto Šentjur, to je ulica Dušana Kvedra konkretno, in lahko rečem, da sem s temi investicijami in s temi poteki zaenkrat zadovoljen. Prej ste že omenili Slatino, tam na območju Dramlje Slatina poteka pravzaprav ena večjih občinskih investicij v ceste, ne? Tako je, to je ena izmed investicij, zato sem je tudi v sklopu teh prometnic to tudi omenil, kajti plansko je bilo drugače, da bo ta državna malce prej narejena, ne? Tak je bil tudi plan, vendar se je potem zapletlo zaradi prestavitve pa sprememb projekta. Zato je pač zdaj sovpada, ker vem, dobil sem že nekatere pripombe, zakaj
vse obe prometnici, ki so na nek način glavni, bom rekel, iz smeri vzhoda proti zahodu, ravno zdaj odvaja in to sočasno. Žal je pač prišlo zaradi bom rekel, problemov pri načrtovanju oziroma izvajanju izgradnji konkretno državne. Mi smo pa imeli seveda v planu že prej izgradnjo te ceste v letu 2021, kajti občina natančno ve, koliko denarja bo lahko kdaj vložila v posamezne odseke lokalnih cest, za katere je pristojna, kajti tu bom rekel, številke varirajo samo malce v odvisnosti od zimske službe in popolnoma ničesar drugega, tako da imamo, lahko rečem, plan na nek način zelo točno zastavljen. Žal pač to sopada zdaj, ampak mislim, da se bo tudi to dalo preživeti, kajti prva faza izgradnje te ceste do Leponik Koloč, to se pravi čez tako imenovani Kršinski breg ali pa čez Kršinski hrib, je praktično narejena. Tudi ta vodni del, ki ga izvaja občina čez celo traso, je praktično v zaključni fazi, je že na področju druge faze. Tako da bom rekel, jaz upam, da večjih problemov kljub sočasni gradnji teh dveh stvari ne bo. Prosim pa seveda za potrpežljivost, potem bo pa seveda toliko lažje, toliko varne in toliko lepše. Boste pa tudi letos sofinancirali obnovo cest po krajevnih skupnostih? Tako je, ta razpis je tudi že posredovan naprej. Zadeva je v teku, pripravljajo se pobude strani posameznih krajevnih skupnosti, skratka gre za utečeno zadevo, tako da izboljšamo prometno infrastrukturo po celi občini. No, mogoče bi omenil še eno zadevo tudi na državnih cestah, katere sem lahko rečem zelo vesel. Občina se je več let trudila, da tudi to zadevo izpelje in sedaj je v teku. To je ureditev ceste Dramlje-Žiče. To je še zadnji odsek, dobrih kilometer 400, slab kilometer pa pol recimo, od meje z občino Konjice proti Straži na gori. Ta del se tudi urejuje, gre za tehnično zelo zahteven del. Mislim, da veste, da se je že pred tem praktično zaključil del od Kartuzije proti Straži na gori, ta del je zaključen. No, zdaj pa se dejansko izvaja preko vzdrževanja tudi ta del od praktično meje z občino Konjice proti Straži na gori oziroma proti Dramljam. Tu pa moram seveda pohvaliti našega kolega iz sosednje občine Slovenske Konjice, ki je pri tem tudi, lahko rečem, zelo pomagal, to je gospod Bojan, lahko rečem tudi dober znanec in prijatelj, in se je tudi zelo zavzemal, da dejansko povežemo z asfaltno podlago občino Slovenske Konjice in pa občino Šentjur, in to je še zadnji makadamski odsek državnih cest na področju občine Šentjur, tako da lahko izrazim veselje, zadovoljstvo, da bomo tudi ta del uredili. Širite tudi industrijsko cono Šentjur Jug, tam ste uspeli pridobiti 3,5 milijona evropskega in državnega denarja. Ja, mi smo se s tem projektom tudi že dalj časa ukvarjali in ga snovali, namreč gre za nadaljevanje posegov v industrijski coni na, bom rekel, južnem delu našega mesta. Pripravili smo vso potrebno projektno dokumentacijo. Pričakovali smo pa seveda tudi odločbo, ki smo jo v tem oziroma v prejšnjem tednu tudi pridobili za sofinanciranje tako za strani evropskih, kako tudi del za državno sredstvo. Del pa bomo seveda pristavili tudi sami in uredili to industrijsko cono. Tam pride krožišče, konkretno na relaciji Šentjur-Črnolica in pa potem tukaj desno proti industrijski coni, tam pride krožišče, urejena bo tudi vsa meteorna in fekalna, bom rekel, infrastruktura in pa tudi vsa ostala infrastruktura, prav tako za protipoplavnimi ukrepi. Skratka, gre za celovito ureditev in tudi za zaključek del v tem delu industrijske cone. No, ko ravno govorite o protipoplavnih ukrepih, ti še tečejo tam v neposredni bližini v Hruševcu, precej velika naložba, praktično največja, mislim, da ne v občini. Trenutno, ja, gre pa seveda za eno izmed faz v sklopu izgradnje protipoplavnih ukrepov, to je konkretno faza C1A. Sami vidite na sliki oziroma na ekranu trenutno, bom rekel, ureditev ob Kozarici, to je inundacija, tako imenovana, se pravi širjenje struge,
kjer dejansko pri večjih nalivih, težavah se dejansko voda razleze praktično od enega brega do drugega, oziroma od nasipa do nasipa, od zida do zidu, kar je tudi vidno, tu trenutno pridejo še AB zidovi po določenih delih te trase. Če se spomnite, pred leti je tu prehromela iz strani iz juga občine ogromna voda, ki je praktično poplavila celo območje. Rešujemo po drugi strani tudi problem Hudičevega grabna, ki je bolj desno konkretno od trenutne slike, ki jo vidite. Tukaj bo tudi v sklopu nasipa pripravljena zadeva oziroma pripravljen teren za bodočo cesto. Tu bomo speljali cesto, prav tako projektiramo tudi most. Nekoč nekdaj je bil tam, če se spomnite, tamponski most, ko smo praktično revali drugi del protipoplavnih ukrepov z mostom malce nižje. Skratka, tu bo dejansko potem tudi lepa obvozna pot za naselje Hruševec, do nasipa pa pride tudi, kjer še ni, bom rekel, stavbno zemljišče, kjer se bo dalo zadeve dograditi. Ravno tu desno se trenutno pripravlja OPPN zasebnega investitorja, kjer bo tudi predvidena stanovanjska gradnja. Skratka, gre za velik poseg, veliko dela. S tem smo se ukvarjali 5 let, tako za pripravo dokumentacije, kako tudi s pridobivanjem zemljišč, pridobivanjem služnosti. Skratka, takle del, tudi ne nazadnje gradilo se bo celo leto, gre za investicijo težko 1,8 milijona evrov in lahko rečem, da bomo s tem zavarovali tako naselje Hruševec, kako tudi bom rekel, ljudi dol vodno in pa tudi ne nazadnje gor vodno, če želite. Kajti, če pogledate na YouTubeu, so slike iz leta, mislim, da 12, 13 ali 14, ko so bile poplave, je to območje praktično celo poplavno. Vem, da bo kdo rekel, ja, saj takih poplav nikoli ni bilo, tudi taki se najdejo, vendar vemo pa, kakve so bile tudi 15 let ali pa 20 let nazaj, ko tudi ni bilo niti približno kakršnikoli poplav. Danes pa so podnebne spremembe praktično videne na vsakem koraku in mi imamo, bom rekel, naše projekte, naše cilje usmerjene naprej in želimo varno zagotoviti ne samo za naslednjih 5 ali pa 6 let, ampak tudi naslednjih 20 let s tovrstnim posegom. Seveda tudi dobro vemo, da je to naselje raslo, da so bili določeni vodotoki, ki so bili prej speljani površinsko, tudi na nek način skanalizirani, tudi to je eden razlog, namreč marsikakšen poseg v naravo pripelje potem tudi do tega, da prihaja do takšnih in drugačnih havarij. Medtem ko bomo videli še nekaj teh posnetkov iz zraka, morda še kakšna beseda o tem, da ste podpisali tudi pismo o nameri za izgradnjo interventnega centra v Šentjurju. Tja naj bi preselili oziroma prestavili nekatere te interventne enote, policijo, gasilce in tudi štab civilne zaščite. Tako je, iskali smo praktično skupno rešitev, kajti vsi vemo, da je že dolgoročni problem našega tako gasilskega doma, govorim o prostorih PGD Šentjur, tudi, bom rekel, nekih ustreznih prostorov gasilske zveze v Šentjurju žal nimamo. Da pa tudi ne govorim seveda o naši policiji, ki dela, lahko rečem, v zelo težavnih pogojih v eni izmed naših stavb na ulici Dušana Kvedra. Pred leti, to je že kar lahko rečem desetletje nazaj, je sicer MNZ, Ministrstvo za notranje zadeve, kupilo neko zemljišče v industrijski coni, ki pa se je izkazalo, lahko rečem, za ne najbolj primerno. Sam sem razmišljal o skupnih rešitvah, tako da bi na eno mesto postavili tako, bom rekel, prostore policije, prostore prostovoljnega gasilskega društva, gasilske zveze, civilne zaščite, kar se je seveda še zdaj toliko bolj izkazalo, in pa seveda tudi, bom rekel, določene prostore, ki bomo potrebovala tudi občina v bodoče, tudi prostore Rdečega križa, če želite, no in z izgradnjo protipoplavnih ukrepov faza C3, to se pravi tam od mosta Zikušek desno proti recimo kmetijski šoli. Tam je to območje, gre za kar nekaj tisoč kvadratov primernih površin. Tudi naši prostovoljni gasilci iz Šentjurja in pa gasilska zveza so na nek način izrazili, da jim je ta prostor tudi primeren. Je bila ena izmed možnih potencijalnih točk izgradnje novega gasilskega doma. No, jaz sem potem tudi kontaktiral z predstavniki MNZ-ja, Ministrstva za notranje zadeve in ponudil tudi to skupno
področje. Oni so se s tem strinjali in pripravili smo in uskladili pismo o nameri, ki je po izgradnji tega bodočega interventnega centra. Zdaj potekajo seveda tudi ostali postopki, tu je potreben tudi občinski podrobni prostorski načrt in da ne bo kdo mislil, da bo to po jutrišnjem že narejeno, zdaleč od tega, to bo v tem naslednjem desetletju praktično izgrajena tako policijska postaja, kar je v pristojnosti MNZ, in pa kar se tiče našega gasilskega doma, to pa je v naši pristojnosti in to bomo se ukvarjali v naslednjih, lahko rečem, naslednjih letih, kajti gre za veliko investicijo. Na področju tudi, kar se tiče gasilstva, moram poudariti, da je prvo na vrsti tudi zgodba na Planini, tudi tam so gasilci aktivni, tudi tam imamo namen izgraditi gasilski dom, tudi tam bo participirala občina, to smo se lepo, lahko rečem, dogovorili v letih 2023-2024, tako da zadeve potekajo, mora pa biti seveda v skladu z nekimi plani, z nekimi načrti in pa tudi v skladu z zmožnostmi, bom rekel, razpoložljivih finančnih sredstev. Tako da zadeve so pripravljene, vizijo imamo, točno vemo, kaj želimo, tako da za naslednje 10 ali pa 20 let v Šentjurju, kar se tiče investicij, sploh ni problemov. Sicer pa nadaljujete tudi z obnovo športnega parka v Šentjurju, tokrat je prišel na vrsto bazenski kompleks. Ja, to je tretja faza, bom rekel, urejevanja športnega parka Šentjur, tokrat je na vrsti bazen, podpisali smo pogodbo za, bom rekel, modernizacijo kompletne bazenske tehnike, ki je, lahko rečem, srce samega bazena. Se pravi, bo urejena in modernizirana vsa nova bazenska tehnika, hkrati bo tudi nova urbana oprema, posodobljene bo tudi, bom rekel, posamezne malenkosti, ki so na tem področju. Skratka, bazen bo tudi naprej varen in pa tudi polepšali ga bomo. Imamo pa tudi v planu že naprej 4. fazo in tako naprej, tako da tudi to ne bo zmanjkalo dela. Sicer pa načrtujete tudi rekonstrukcijo in dograditev vrtca na Ponikvi, pa potem nove dodatne prostore za glasbeno šolo. Tako, podpisana je pogodba za vrtec Ponikva, to je prioriteta, ki smo si jo na nek način zadali v sodelovanju z vrtcem, z javnim zavodom Vrtec Šentjur, namreč poskušamo se potrebe po investicijah zadovoljiti tudi z njihovimi interesi in pa z njihovimi prioritetami. In prišel je na vrsto tale vrtec na Ponikvi. Gre za, lahko rečem, kar velik poseg, pridobili bomo določene nove površine, določene bomo prenovili. Morali smo pa seveda vse narediti tudi v skladu z novimi tehničnimi standardi, ki so na tem področju, in normativi, tako da zadeva bo urejena in bo tudi izboljšala kvaliteto predšolske vzgoje na tem področju. Moram pa seveda poudariti, da imamo na področju predšolske vzgoje in pa tudi osnovnega šolstva in pa tudi športne vzgoje, lahko rečem, kar veliko potreb tako v naši občini, kako tudi na nivoju države. In tako kot smo se zdaj, bom rekel, nekaj let pogovarjali o dolgotrajni oskrbi, že sedaj napovedujem, da se bomo tam nekje po letu 2025 pogovarjali pač o potrebah na področju predšolske vzgoje in pa osnovnega šolstva. Govorimo o teh investicijskih delih, kajti kolikor je meni znano, na Združenju občin Slovenije smo preverjali stanje potreb na tem področju in te številke segajo, lahko rečem, na področju države Republike Slovenije v milijarde. Ne samo v evre, v nekaj evrov, ampak v milijarde. Konkretno na področju Šentjurja pa imamo identificiranih 26 milijonov, lahko rečem, samo potreb, brez nekih želja, samo potreb, da bomo zagotovili tisto osnovno infrastrukturo glede na naše, poudarjam, glede na naše standarde in normative, ki pa so, to pa moramo biti si vsi skupaj na jasnem, na zelo, zelo visokih nivojih. Da vam povem samo številko, v zadnjih 10 letih, odkar sem župana občine Šentjur, smo vložili v to področje 16 milijonov evrov. Potreb imamo pa še za 26 milijonov evrov. Skratka, govorimo o velikih številkah in pa o standardih in normativih, ki jih imamo določeni na nivoju države. Je pa seveda, včasih se malce, pa ne bom rekel ravno jezen, ampak je pa zanimivo, ne, tehnične standarde in normative nam določa država, občina jih mora pa izpolnjevati. To je seveda veliko lažje, jaz vam predpišem, kaj morate vi narediti,
ko pa če si boste to sami naredili. In to je, bom rekel, res malce nonsens, če sem čisto iskren. No, ti novi prostori za glasbeno šolo naj bi bili v Zgornjem trgu, tam pa boste uredili tudi kletne prostore še protokolarnega objekta, ne? Tako je, ta projekt je praktično, kar tiče protokolarnega objekta, pripravljen, hkrati pa tudi imamo pripravljene bolj ali manj stvari za ureditev Ipavčeve 17, kjer bodo tako prostori, večnamenski prostori, tako za glasbeno šolo, kako tudi za druge aktivnosti. To pričakujemo, prijavili smo se tudi na določene razpise, tu pričakujemo tudi odgovore z teh strani, potem pa bomo tudi verjetno konec letošnjega leta ali začetku naslednjega leta pristopili tudi k tej investiciji. Skratka, vemo, kaj želimo, vemo, kaj hočemo, se pravi, vse ostalo pa so tehnične podrobnosti in pa nianse in pa seveda tudi strateška odločitev, da nazadnje trenutno tudi fizično določenih stvari na tem območju ne moramo izvajati, kajti promet bo seveda zaradi drugih razlogov, o katerih smo že prej govorili, se pravi o investicijah v spodnjem delu mesta, bo tudi, bom rekel, ta del mesta zelo, zelo prometno obremenjen in moramo seveda paziti tudi na to, da primerno usklajujemo. Nazadnje naj poudarim tudi, da imamo že pripravljen projekt za modernizacijo oziroma za ureditev pokopališča Šentjur, to se pravi za prometno ureditev in pa tudi določene ostale funkcionalne posodobitve. Ta projekt je pripravljen, vendar bomo še morali razmisliti, kdaj konkretno zadevo aktivirati, namreč to je tudi v proračunu, kajti ravno zaradi teh, bom rekel, prometnih zamaškov moramo paziti, da vse približno dobro načrtujemo. Skratka, želim se še enkrat opravičiti vsem našim občankam in občankam na tem področju in prositi za razumevanje. Res je, investicije ogromno, dela imamo veliko, bo z tega naslova tudi kar nekaj problemov, vendar lepo prosim še enkrat za razumevanje. Drugače se pač tega žal ne da narediti. Zagotovo pa bo življenje potem lepše in tudi promet bo ne nazadnje tekel bolj tekoče in varno. Seveda, jaz mislim, da ko te zadeve zaključimo, bomo potem imeli na tem področju mir naslednjih 30 let. Tako, prišla sva do konca najinega nocojšnjega pogovora. Magister Marko Diaci, najlepša hvala za nocojšnji obisk. Hvala tudi vam, hvala tudi za vabilo in pa seveda želim vam mirno poletje in upam, da bomo počasi lahko zaživeli v starih, dolgočasnih, v narekovaju, tokovih. Hvala enako in nasvidenje znova jeseni. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera, ne zamudite pa naše oddaje znova čez teden dni. Vse lepo in nasvidenje.